Pozdravljeni. Novica je uradna. Liama Lawsona bo v ekipi Red Bull zamenjal Yuki Tsunoda. Kaj vse se skriva v ozadju, pa kot običajno v naslednjih minutah. Potrditev menjave verjetno ni presenetila nikogar izmed nas. Namreč že nekaj dni so vse spletne strani, ki se ukvarjajo s Formulo 1, polne raznih pričevanj, analiz, komentarjev o novi menjavi, kar se tiče voznikov pri ekipi iz Milton Keynesa. A ostajajo odprta mnoga vprašanja. Namreč, zakaj Liam Lawson je dobesedno pogorel le po 2 dirkah za veliko nagrado in enemu sprintu? In ali res ima Yuki Tsunoda tisto nekaj več, tisto, kar ga bo nekako potisnilo ob bok Maxa Verstappena? In tu se poraja prvo resno vprašanje. Namreč, v zadnjih letih smo videli kar nekaj menjav, tako v ekipi Alfa Tauri, današnjemu Racing Bullsu, kot tudi v glavni ekipi Red Bull. In razlog za te menjave dobesedno razočaranja nad talenti, v katere je verjel Helmut Marko. Sergija Pereza so skušali nekako nadomestiti večkrat. In lahko bi dejali, da prvi kandidat, ki naj bi bil tisti pravi, vsaj v zadnjem času, je bil Nick de Vries. Po samo eni dirki za veliko nagrado, kjer je dosegel z Williamsom točke na znameniti progi v Monzi, je takoj postal tisti priljubljeni voznik, tista prihodnost Red Bulla v očeh Helmuta Marka. Seveda, dobil je priložnost v nižji ekipi, torej takrat Scuderie Alfa Tauri, kjer pa je dobesedno razočaral. In zato je bil zamenjan sredi sezone z drugim adutom Red Bulla, Danielom Ricciardom, ki se je vrnil v to ekipo, potem ko je izgubil sedež in tudi pogodbo pri McLarenu. In to kljub temu, da je imel pogodbo še za naslednjo sezono. A potem smo videli tisto nesrečo na veliki nagradi Nizozemske, ko si je Daniel Ricciardo zlomil kosti v roki in pravzaprav kot posledica dokaj bizarnega incidenta. Daniel Ricciardo, ko je izgubil nadzor nad svojim bolidom ekipe Alfa Tauri, enostavno ni izpustil volana. In to je nekaj, kar se naučijo začetniki, ko pridejo v enosedežnike. In seveda kot posledica tega zloma, te poškodbe, te nesreče, je priložnost dobil Liam Lawson. Torej, lahko bi dejali Liam Lawson rezerva rezerv. In v tej vlogi bi lahko dejali, da Liam Lawson absolutno ni razočaral. Namreč napravil je solidno delo, nekako zapolnil vrzel in v trenutku, ko je bil Daniel Ricciardo zopet sposoben sesti za volan, mu je bolid enostavno brez velikih komplikacij prepustil. Tako da tudi na začetku sezone 2024 je bil Daniel Ricciardo tisti, ki je začenjal sezono. Ampak podobno kot Nick de Vries je tudi on razočaral Helmuta Marka. In zopet je v igro stopil Liam Lawson, ki je sezono končal.
In verjetno sedaj se poraja tisto glavno vprašanje, od kod Liamu Lawsonu pač te lastnosti, da se je iz rezerve spremenil v tistega, ki je pravi voznik za drugi sedež Red Bulla. Po svoje bi lahko dejali, da je v tej spremembi odločilno vlogo igral tudi Max Verstappen, kateremu Liam Lawson je všeč kot oseba, verjetno v njem ne vidi nekoga, ki bi ga ogrožal, in zato mu je nekako bilo pogodu, da bo on njegov novi moštveni kolega. V predhodnih prispevkih sem mnogokrat omenil, da Liamu Lawsonu karakterno, vsaj po mojem skromnem videnju, manjka nekaj malega. Namreč Liam Lawson nima tistega nekaj več, kar bi mu pomagalo, naprimer, zmagovati prvenstva. Videli smo v Formuli 2, videli smo v DTM-u, videli smo v japonski superformuli. V vseh treh primerih seveda lahko dobimo takšne ali drugačne izgovore, ampak izgleda, da Liam Lawson kljub temu, da je agresiven, da si želi zmagati, nima tistega kančka, recimo temu pozitivne hudobije, ki bi ga pripeljala na koncu na želeni cilj. In le po 2 dirkah za veliko nagrado in enemu sprintu se bo zopet vrnil v ekipo Racing Bulls, njegovo mesto bo pa zasedel Yuki Tsunoda. In tu ne smemo mimo dejstva, da je bil Yuki Tsunoda prisoten v strukturah Red Bulla še pred prihodom Nika de Vrija, ampak kot da ga nihče ni hotel opaziti. In zakaj ne? Ker enostavno Yuki Tsunoda ne spada med tiste voznike, ki jih je vzgojil Helmut Marko, ki prihajajo iz vozniškega programa Red Bulla. Yuki Tsunoda je voznik Honde z njihovo podporo, tudi finančno, da ne bo pomote, in zaradi tega bi lahko trdili, da mu niso dali dobesedno priložnosti, dokler voda ni tekla v grlo. In to se je zgodilo sedaj v tem primeru. Lahko bi dejali, da Yuki Tsunoda je dobil, vsaj po mojem videnju, zasluženo življenjsko priložnost, zato ker je Helmutu Marku dobesedno zmanjkalo voznikov. Izak Hadjar, bodimo iskreni, je premlad in preveč neizkušen. Ampak tu, preden se spustimo naprej, bi vas rad spomnil še na neko zanimivost. Verjetno ste med televizijskimi prenosi videli grafiko, kjer so nam režiserji skušali pokazati, kje se nahajajo med dirko posamezni novinci, ki jih vidimo letos na štartnem razporedu. In med temi novinci se je znašlo tudi ime Liama Lawsona, ki pa je vse prej kot nekdo, ki nima izkušenj, ki nima še dovolj štartov v svetovnem prvenstvu Formule 1. Liam Lawson je že začel 13 dirk za veliko nagrado in je bistveno bolj izkušen kot Andrea Kimi Antonelli, kot Gabri Bortoleto, kot Jack Doohan in še bi lahko naštevali. In že tu vidimo, da pravzaprav Lawsona mnogi, ki se ukvarjajo s Formulo 1, niso jemali preveč res. In izgleda, da po mnenju nekaterih bo Yuki Tsunoda le naslednji v vrsti voznikov, ki bodo dobesedno izviseli poleg Maxa Verstappena. In upravičeno vprašanje, zakaj pri Red Bullu projektirajo takšne bolide, ki so pisani na kožo Maxu in dobesedno nobenemu drugemu vozniku, ki je na razpolago. In odgovor je morda malce kompleksen, malce zapleten, ampak videli bomo na koncu, da je razlog čisto enostaven. Med našimi srečanji v živo sem že omenil članek, kjer je Alexander Albon povedal, da kljub temu,
da imata z Maxom Verstappenom podoben stil vožnje, ko sta bila skupaj pri Red Bullu in je imel možnost vpogleda v njegovo telemetrijo, so se mu dobesedno zarosile oči, kajti videl je, da dobesedno ni sposoben iz bolida iztisniti istega kot Max. In kljub temu, da je tudi Aleksandru Albonu všeč bolid, ki ima ravnotežje postavljeno bistveno bolj proti prednji osi in ima rad nestabilen zadek. In sedaj, seveda, marsikateri navdušenec bo dejal, ampak zakaj tako? Zakaj pri Red Bullu ne napravijo nekega normalnega bolida, ki bi bil lahko ustrezen tudi onim drugim, onim, ki niso tako talentirani, oni, ki niso na nivoju Maxa? Odgovor je tu seveda enostaven, ker tako, ko pri Red Bullu napravijo bolid, ki je pisan na kožo Maxu, zmagujejo naslove svetovnih prvakov. In to je nekaj, kar mogoče ne bi dosegli, ukolikor bi napravili, imenujemo jih, malce bolj nevtralne bolide. Verjetno ste tudi vi slišali teorijo, da bi bilo najbolj športno pošteno, če bi v Formuli 1 dali vsem voznikom enak bolid in bi nato videli, kdo je boljši. Ampak tu moramo razumeti, gre za motošport kombinacije človeka in stroja. Tako da je seveda odvisno mnogo tudi od tega, kakšen bolid bi bil tisti, kateri bi bil na razpolago vseh voznikov. Verjetno nekaterim bi bil bolj pisan na kožo kot ostalim. Ampak to še ne pomeni, da so prvi boljši od slednjih. A pustimo sedaj to. Kaj nas lahko čaka v prihodnosti? Sam menim, da Yuki Tsunoda, kljub temu, da ima življenjsko priložnost, da se bo lahko dokazal kot najboljši izmed Japoncev do sedaj v Formuli 1, ne bo pokazal nekaj bistveno drugačnega, kot smo videli pri njegovih predhodnikih. Drugače bi mu že prej ponudili sedež v garaži Red Bulla, ali mislim, da tu mnogi izmed nas se s tem strinjamo. A vseeno bo zanimivo, namreč tako Yuki kot Max, predvsem v radijskih komunikacijah, izjemno rada uporabljata kletvice kot ločila. Zato bo, kar se tega tiče, morda izjemno zabavno. Ampak s kletvicami ali brez, bolid ne bo bistveno hitrejši. Zato menim, da pravzaprav ne bomo videli neke bistvene spremembe, čeprav Yukiju iz srca privoščim, kajti mnogokrat je bil potisnjen v ozadje, zato ker ni prihajal dobesedno iz pravega programa, vsaj po mnenju nekaterih. In tu se zopet poraja vprašanje, ali je Helmut Marko tisti pravi, ki lahko odloča o tem, kdo bo vozil za Red Bull ter ekipo Racing Bulls. Po mojem tudi Helmut Marko se bo moral počasi začeti zavedati, da ni več tako mlad in da verjetno njegovo mnenje je pod vplivom mnogih zunanjih faktorjev in izjemno malo tistih racionalnih podatkov videli smo seveda v preteklih sezonah. In za sam konec še rahlo, recimo temu, nekorektno vprašanje. Ali menite, da če bo Yuki Tsunoda se pokazal kot voznik, naprimer na nivoju Liama Lawsona, da bodo znali pri Red Bullu klicati nekoga, ki je še zmeraj pod njihovo pogodbo? Ali menite, da bo sedaj prišel morda na račun zopet Sergio Perez? Sam sicer upam, da ne, kajti ukolikor bi se zgodilo kaj takega, bi ena izmed najmočnejših ekip v zadnjem obdobju Formule 1 se pokazala kot prava smešnica, ker odgovorni dobesedno ne vedo, kaj počnejo.
O tem, kaj se bo zgodilo, bomo vsi skupaj videli, seveda v novicah in izjavah v prihodnjih mesecih. Za danes je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.